redu je, niso težave. To je na novo objavljen posnetek telesne kamere nekdanjega trenerja nogometne ekipe iz Michigana, Sherrona Moora, ki so ga aretirali nekaj ur potem, ko so ga odpustili z ene najboljših služb v svetu športa. Lahko razložite, kaj se je danes zgodilo? Ja. Šel sem tja, dobil sem odpoved. Kaj je Moore povedal policiji, medtem ko je bil uklenjen in čustven na zadnjem sedežu policijskega avtomobila? Poskušam ne jokati skupaj s tabo. In trenutek, ki je celo policista, ki ga je aretiral, pripeljal na rob solz. Spremljate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Spomnim se noči 10. decembra 2025 in to je bila ena najbolj šokantnih zgodb, kar sem jih kdaj videl v svetu univerzitetnega nogometa. Ampak seveda, veliko tega nima nobene zveze s športom. Najprej pa ste izvedeli novico, da je Michigan odpustil svojega glavnega trenerja Sherrona Moora. Na to je prišlo na dan, da je bil odpuščen, ker je univerza ugotovila, da je imel neprimeren odnos z žensko članico osebja. Toda potem je ta zgodba zavila v zelo temno smer. In začele so prihajati novice, da gre nekaj hudo narobe. Prav. Torej, želiš imeti noge noter ali hočeš, da ti tako visijo? Tako. V redu, prav. Kaj se danes dogaja, človek? Žal mi je to slišati. No, časi. Stvari se zgodijo, veš kaj mislim, ampak kaj čutiš zdaj? Si pravkar? Zdaj lahko vidite na tem posnetku telesne kamere, ki smo ga pravkar prejeli, da Moore še vedno nosi svojo jakno iz svojega prejšnjega dela. To jakno z logotipom M, ki je sinonim za univerzo v Michiganu. To se dogaja okoli 17:40 zvečer v Saline v Michiganu. Moore je bil odpuščen le nekaj ur, preden se je vse to zgodilo. Preden pridem do novega posnetka, kjer boste dejansko slišali Sherrona Moorea, medtem ko se vse to dogaja, kako policiji razlaga, kaj naj bi se tisto noč zgodilo. Rad bi vas spomnil na to zgodbo in zakaj. To je res ena bolj dramatičnih in žalostnih padcev, kar smo jih kdaj videli, morda celo v celotni zgodovini športa. Torej, 10. decembra prej tistega dne je univerza v Michiganu odpustila Sherrona Moora kot glavnega trenerja. Bil je glavni trener Wolverinesov v nogometni sezoni 2024 in 2025. Michigan pod vodstvom Sherrona Moorea je bil soliden. Premagali so Ohio State eno od 2 let, ko je bil tam, svojega velikega rivala. Ampak stvari niso bile ravno na ravni iz leta 2023, ko je ekipa dejansko osvojila državni naslov. Teden pred odpustitvijo Sherrona Moora je Michigan prvič po 4 letih izgubil proti svojemu rivalu Ohio State. In to je velika stvar. Če spremljate univerzitetni ameriški nogomet, to veste. Zdaj, na tej točki, takoj po tistem porazu proti Ohio State, bi lahko rekli nekaj glede nogometnega programa Univerze Michigan. Bili so v redu, ne odlični, ampak v redu. In zdelo se je, da so bili dovolj v redu, da bo Moore še vsaj eno sezono glavni trener Michigana. Prav zato je bila napoved njegove odpustitve 10. tak šok. Zdelo se je, kot da je prišla iz nič. Šola je na to povedala, da je bil odpuščen, ker so opravili preiskavo in ugotovili, da je imel neprimeren odnos z žensko sodelavko, svojo izvršno asistentko zadnjih nekaj let. In slišali boste, kako Moore to prizna policistom in na posnetku telesne kamere v trenutku. In čeprav je bila ta zgodba šokantna, je bila glavna novica dneva v športnem svetu. Novica je izšla kmalu zatem, ko je Sherron Moore morda doživljal duševno krizo. Na številko 911 je poklicala žena Sherron Moora. Tukaj je ta posnetek. 911, kje potrebujete pomoč? Potrebujem pomoč. Moj mož skrbi me, da si bo moj mož kaj naredil. In potrebujem vas, ali lahko sledite njegovemu telefonu. V redu, zakaj mislite, da si skuša kaj narediti? Ker mi je to rekel. Kaj je točno rekel? Rekel je, da poskuša narediti samomor. V redu, kje je? Nimam pojma. V redu, kje je bil? Dobil je odpoved v službi. Je v krizi in povedala sem mu, da Povedala sem mu, da ga imam rada in da ga potrebujem doma, ampak ne vem, kje je. Rekel je, da je na avtocesti.
Potem njegova žena izreče ime osebe, ki jo toliko ljudi v tej skupnosti, športnem svetu in v zvezni državi Michigan zelo dobro pozna. Kje dela? Dela na Univerzi v Michiganu. Kje točno? Veš, Pot v bolnišnici ali na South State Street. Ne, nogomet. Simba Hall, 1200 South State Street. Njegovo ime je Sharon Moore. Ampak to ni bila edina oseba, ki je 10. decembra poklicala na številko 911, domnevno zaradi Sharona Moora. Prišel je še en klic osebe, ki se je predstavila kot odvetnica zdaj že nekdanje izvršne asistentke Moora, ženske, ki je imela neprimeren odnos z Moorom. Ta odnos pa je bil v središču njegove odpustitve. Očitno je poklicala svojo odvetnico, ki je nato poklicala na številko 911 in tukaj je ta posnetek. Moja stranka, pravkar sem jo pustila tam, pravkar jo je napadel moški, ki smo ga prijazili v Univerzi v Michiganu zaradi nadlegovanja. Moški, ki je bil v njeni hiši z noži, njegovo ime je Sharon Moore. On je trener nogometa na Univerzi v Michiganu. Pravkar je bil tam, jo napadal in ji grozil. Bila je na telefonu z mano in jokala. Prosim, pojdite tja takoj. Tako so policisti hiteli v stanovanjski kompleks izven kampusa. ali veste, ali je kakorkoli poškodovana? Nisem, da me je v svoji hiši, rekla sem ji naj zaklene vrata, poklicala me je in kričala. Kakšna je njena telefonska številka? Njena telefonska številka. Moja je poškodovana. Njena. Njena telefonska številka. Oh, Gospod Moore. Da, nadlegujejo že leta. Pravkar so dopustili pisarmo glavnega pravnega svetovalca Univerze v Michiganu in da prijavi. Ponudili so nama varnost. Z tem so ji že povedali. Prisluškoval je njenemu avtu in ji ustavljal stvari, ko se ji je približal in jo poskušal napasti. Zelo kaj se dogaja z njim in mislim, da iščejo. Pisala sem tudi mobilni telefon glavnega pravnega svetovalca, da bi ga vključila v našo varnost tam zaradi vas, vendar se ni oglasil. Policija naj bi trdila, da je Moore šel soočiti se z žensko pri njenem stanovanju, da bi jo okrivil za svojo odpustitev. Domnevno je poskušal storiti samomor, so zapisali, z nožem za maslo. Zdaj, to je trenutek, ko policija izsledi Moora v njegovem terencu. Je na parkirišču in policisti pristopijo k vozilu. Vidite lahko, da imajo izvlečena orožja in slišite, kako policija vpije ukaze. In naj vas spomni, to se je zgodilo le nekaj ur potem, ko so ga odpustili z mesta glavnega trenerja nogometne ekipe Univerze v Michiganu. To je res nadrealističen prizor. Zaprite okno, ostanite v avtu in ostanite tam. Prišli bomo do vas, prav? Tukaj smo, da vam pomagamo, prav? Skozi okno. Ne, pustite odprto. Dvignite roke, niste v težavah. Tukaj smo, da vam pomagamo. Človek. Še vedno si priključen, končal si, v redu? Hej, King, tako prepričani smo, da smo zunaj z njim. Ne greš v zapor, prav? Ne gremo v zapor, zadržali te bomo. Dvigneni na metroji. Imam grozno ramo, tako zelo boli. Držim vas. Kaj pa, če uporabimo dva para, prav? Dali vam bomo malo več prostora, gospod. Kako je ime vaše ženi? Kelly, kaj bo ona vozila? Gospod. Kakšne barve? V redu? Lahko gremo v vaš avto, gospod? V redu. Lahko gremo peš nazaj do mojega avta. Lahko ugasnem vaš avto, gospod? V redu. Torej, Moore mirno izstopi iz svojega terenca. Je vklenjen. Zdi se, da sodeluje. In takrat ga policisti naložijo v zadnji del policijskega avtomobila. In vidite lahko, da je Sharon Moore izjemno čustvena. Čakaj, trenutek, torej. Ali želiš, da, kot grem nazaj, želiš, da te kličem gospod Moore ali Sharon ali kakorkoli? V redu. Torej, Je Sharon v redu? Sharon? torej,
Torej, poleg tega imamo še nekaj kazenskih obtožb za nezakonit vstop in napad. Torej, napad? Bil sem, vem. Samo visel sem naokoli. Jaz nisem bil tam. Policist Escobar je bil tam. On je govoril neumnosti. Tako smo šli v stanovanje, potem ko nas je poklicala. Jaz ponovno nisem bil tam. Torej, policist Escobar ima nekako to stran zgodbe. Preden karkoli naredimo, kot sem rekel, ste aretirani zaradi teh obtožb. Imamo. Dobrega prijatelja. Počakaj. Ona je v mojem življenju čok. Počakaj. Razumem, človek. Je stresno. Ne morem se ti vsiljevati. Samo na hitro. Preden odgovorite na kakršnakoli vprašanja ali podate izjave, morate v celoti razumeti svoje pravice. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico govoriti z odvetnikom in da je prisoten med zaslišanjem. Če si ne morete privoščiti odvetnika, vam bo eden dodeljen, če to želite, še preden boste zaslišani. Kadarkoli se lahko odločite, da uveljavite te pravice in ne odgovorite na nobeno vprašanje ali podate nobene izjave. Ali razumete vsako od teh pravic, kot sem vam jih razložil? Da. Torej, spet imamo samo njene izjave. Nisem bil tam, nisem govoril tam, kjer je bil policist Escobar. Glede na to in glede na te pravice, ali želite zdaj govoriti z nami? Ja. V redu. Torej, kot sem rekel, mene ni bilo tam. Policist Escobar je bil. Dobili smo klic, da ste bili v hiši, čeprav tam ne bi smeli biti. Lahko razložite, kaj se je danes zgodilo? Ja, šel sem tja. Danes so me odpustili. In točno vem, kaj se je zgodilo. Torej, odpustili so me zaradi razmerja z njo zunaj mojega zakona. Žal. In s tem sem zaključil. Hotel sem jo pustiti, a nisem mogel, ker mi je rekla, da me bo tožila. Torej, nisem jo odpustil in bila je moja asistentka. Tako se je to nadaljevalo. To se je zgodilo pred nekaj časa. Končano je. Poteka preiskava o kupu drugih stvari, o drugih ženskah, drugih ljudeh, kar se nikoli ni zgodilo. Ugotovili so, da sem bil vpleten. Pokličejo me v Vardovo pisarno, dajo mi odpoved. Šel sem k njej domov. Je nisem se dotaknil, niti je roke nisem položil na njo. In nisem napadel ali kakorkoli škodoval. Razjezil sem se in potem sem kričal, ampak je nisem se dotaknil na kakršenkoli način. Potem sem odšel ven, vzel avto in se odpeljal. In tam ste me našli. Okay. In nihče mi ni nikoli rekel, naj ne grem tja. Ni bilo kot, hej, ne hodi k njej, ne pojdi k njej, ker je nisem videl že 2 dni. Torej, prej je bila preiskava na šoli. In zaradi njenega položaja in tvojega položaja. Ja. Den si bil odpuščen, imel si tisti sestanek z Wardom. Da. In potem, po tistem sestanku, si imel kakšen stik z njo po sestanku ali si se samo odpeljal k njej? Poskušal sem jo poklicati. V redu. Torej, poskušal si jo poklicati, ko si prišel do hiše. Kje je bila? Bila je v kuhinji. In potem odide. Imam vprašanje zate. Kako si prišel v hišo? Vrata so bila odprta. Okay. Torej si samo prišel do hiše, vstopil in vzel ključe od hiše? Ne, vrata so bila preprosto odprta. Potrkal sem na vrata in vrata so bila odprta. V redu. Torej vstopiš v hišo in jo najdeš v kuhinji? Da. Pogovor, ki poteka v kuhinji. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? In ona reče, no, ti ne bi smel biti tukaj. Jaz pa rečem, kaj? Ti ne bi smel biti tukaj. Sem rekel, zakaj mi to delaš? Zakaj mi vse to delaš? Ali mi želiš uničiti življenje? In potem reče, moraš oditi. Pojdi stran, kličem policijo. In sem odšel. V redu. Torej, ne vem, kako izgleda njena kuhinja. Lahko jo natančno opišem. Torej, ona izgubi. Pridem v hišo, tam je kuhinja, ki je povezana z dnevno sobo. Tam je šan. Kot otok. Kot otok. Ona je tam. In potem odide in gre v dnevni prostor. Jaz pa nikamor ne pridem. Niti približno nisem tako blizu nje. Drži se stran od nje, ker nočem nobenega fizičnega stika. Nikoli v življenju nisem dotaknil ženske. Evo. Tega nikoli ne bi naredil. Imam veliko spoštovanja. Imam 3 hčerke. Potem odidem. Ko imamo ta pogovor, odidem. Nisem se dotaknil.
Nisem naredil ničesar drugega, razen da sva kričala drug na drugega. Ampak je nisem se dotaknil, je nisem napadal. Torej, vse je bilo samo verbalno. Vse je bilo verbalno. 100%. Ali so ji bile izrečene kakšne grožnje? Ne. Absolutno. Razumem okoliščine. Ali je bilo kaj v smislu, kot naprimer, veste, zaradi tega, kar je naredila, v karkoli takega? Ne. Absolutno ne. Torej, v bistvu, kar praviš, je, da je bil vajen pogovor nekak tak, zakaj mi to delaš in kaj ti je ona odgovarjala. Samo govorila je, pejdi, kot niti treba biti tukaj. Nočem te videti, niti treba biti tukaj. Nočem te videti. Ne moreš biti tukaj. In takrat sem se razjezil, ampak nisem se niti približal. Nisem šel na drugo stran kuhinjskega otoka. Nisem mi nič naredil, je nisem se dotaknil. Nikoli nisem fizično položil rok na nobeno žensko. Pika. In odšel sem. Torej, ko se ona oddali od kuhinjskega otoka, si ti na nasprotni strani otoka, ja? Gospod. Ona gre v nekakšen dnevni prostor. Dnevni prostor. In potem vzame telefon. In nikoli nisi zaprl poti. Ona odide, ti ostaneš v kuhinji. Vi kuhinji. Kako to misliš? Torej, ker je med vama obstaja odnos, ne vem kakšen je bil vajen odnos. In mi treba posegati v tvoje zasebno življenje. Kako dolgo je ta odnos trajal? Moja asistentka je že 2 leti, ampak poznam jo že 3 leta. 3 leta. In potem so to spet, to so pravna vprašanja glede okoliščin. To ni moj namen, da bi posegal v vaše osebno življenje. Je bilo to, predvidevam, da je šlo za intimen odnos? Da. Imela sva intimen odnos nekoč. Da, v redu. Torej, praktičen... Ampak ni trajalo več let, recimo 2 ali 3 leta. Ni bilo tako. Tako nam je povedala in govorila s policistom Eskembarjem. Rekla je, da si medtem, ko si bil v kuhinji, odstranil 2 noža za maslo. To je tisto. In potem sem odšel. Torej, je točno to. Nože za maslo sem pustil tam. To sem vzel in potem odšel. In takrat sem šel. Šel sem naravnost v svoj, šel sem v svoj avto. Torej, si vzel ven samo nože za maslo? Ali si vzel ven še kakšen drug nož? To je to. In kaj si rekel, ko si imel tiste nože? Si rekel kaj v smislu, moja kri je na tvojih rokah ali moja kri je tvoja kri? Ne, tega nisem rekel. Ne. Pravkar si to rekel. Ok, vedem. In a si potem pobral še kakšen drug nož, ki je bil v kuhinji? Kateri nož si? Nož za maslo. Vedem. Torej samo nož za maslo. No. Imel sem škarje. Škarje so bile v mojem avtu. Torej, to sem imel. Škarje. Ampak nisem ničesar držal proti njej, ali se dotaknil, ali kaj takega. In takrat sem se odpeljal, takrat sem odšel. Odpeljal sem se. Hotel sem si škodovati. Tudi ti si to naredil. Torej slišite, kaj Moore trdi, da se je zgodilo tistega večera 10. decembra. Zdaj, preden je govoril s policijo na zadnjem sedežu tistega policijskega avtomobila, je, in pravzaprav je žalosten prizor, ko pomisliš na propad, ki se tukaj odvija. Tam zadaj sedi sam. In preden govori s policijo, je tam še ena oseba. Zdi se, da je prijatelj ali nekdo, ki mu je blizu, ki lahko vstopi v policijski avto, da ga potolaži. Poglejte to. Trener. How we doing? Okay. Top day. Imamo. Vem, popolnoma vem. Noče biti tukaj človek. Tako zelo se trudi, vemo, da znajdemo. Vse sem vložil v ta kraj, nikoli nočejo biti tukaj. Oprosti. Pusti me! Slab roman.
Ne vem, kaj naj ti rečem, trener, ampak še vedno te imamo radi. Prav. Zdaj bo potrebno še nekaj dela. Kot da smo bili preveč sproščeni. Povedati, kaj se bo zgodilo, tako kot se mora zgoditi meni. Morjaneto pripeljajo v bolnišnico na pregled. Policija je zameglila posnetke dogajanja v bolnišnici, vendar je še vedno na voljo zvočni posnetek njegovih pogovorov s policisti. In takrat smo priča resnično šokantnemu trenutku, ki se tukaj odvije. Ker policist, in zdi se, da gre za istega policista, zaslišuje Morja o tem, kaj se je zgodilo na zadnjem sedežu policijskega avtomobila. Zdi se, kot da poskuša biti iskren s trenerjem v bolniški sobi in policistu stopijo solze v oči. Pogrešam Morja, zato bom odšel. Odšel bomo tukaj s policistom Esparjem in narednikom Gasvejem, prav? Tako kot sem rekel, jaz... Ne moremo se poistovetiti, kaj ne? Ampak, kot sem ti že prej rekel... Tako da, trudim se, da ne bi jokal s tabo, ampak vse, kar moraš prebroditi zaradi tega, ne? To je vsa situacija. Torej, karkoli ti pomaga, poišči pomoč. In potem naj se vse ostalo uredi samo od sebe. Torej, v redu, imaš kakšno vprašanje zame, preden grem? V redu, stari. No, srečno, pazi nase. Želiš prijeti moje lisice? V redu je, prav. Rekla je, da te odpustijo za enega. V redu, hvala. Še kaj od tebe? V redu. Premikam avto. V redu sem. Sharon Moore je bila obtožena vloma v 3. stopnji zalezovanja in vstopa brez dovoljenja. 2 dni po aretaciji, decembra, je sledila privedba pred sodišče zaradi teh obtožb. Potem, če preskočimo na 6. marec, Sharon Moore doseže sporazum o priznanju krivde s tožilci v Michiganu. Za 2 manjši obtožbi se je izrekel, da ju ne izpodbija. Zlonamerna uporaba telekomunikacijske naprave v družinskem ali partnerskem razmerju in nedovoljen vstop. Torej gre za lažji kaznivi dejanji. In kot del tega dogovora, tožilci opuščajo resnejše obtožbe, s katerimi se je soočal. Po poročilih naj Moore ne bi šel v zapor, čeprav je najvišja kazen za obtožbe, na katere priznava krivdo, 1 leto zapora, kar je precej manj kot 5 let, če bi bil obsojen za obtožbe, ki so mu bile sprva očitane. Moore bo obsojen 14. aprila. Ženska, s katero naj bi imel Moore domnevno neprimeren odnos, se imenuje Paige Shiver. Sama se je razkrila potem, ko je Moore dosegel dogovor o priznanju krivde s tožilci, njeni odvetniki pa so izdali izjavo. To je bila izjava, ki je bila poslana reviji People, v kateri piše, citiram, "Ni na kost moči med profesionalnim glavnim trenerjem in podrejeno zaposleno je ustvarila okolje, v katerem se je naša stranka počutila pod pritiskom, ustrahovano in ni mogla pobegniti. Obnašanje, ki se ne bi smelo zgoditi na nobenem delovnem mestu, kaj šele na javni univerzi." V nadaljevanju piše, da so odvetniki Shiverjeve trdili, da je sporazum o priznanju krivde potrdil resnost kaznivih dejanj. V ločeni izjavi za Detroit News je odvetnik Shiverjeve dejal, da je vodstvo univerze vedelo za razmerje in ni ukrepalo, da bi zaščitilo njihovo stranko. Obtožbe, za katere je Moore priznal krivdo, bi lahko pomenile do 1 leta zapora, vendar poročila pravijo, da naj ne bi pričakovali, da bo ob izreku kazni kasneje ta mesec dejansko dobil zaporno kazen. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.